Ta knjiga Funkcija v arhitekturi, Sullivan, Mayer, Arnheim, Adorno, Pallasmaa, je že 5. knjiga v okviru zbirke TPA, Teoretska praksa arhitekture. Ta zbirka je zasnovana kot eno sistematično razvijanje področja arhitekturne teorije, namenjena pa je objavljanju prevodov nekih temeljnih teoretskih besedil arhitekture, pa tudi izvirnih del arhitekturne teorije domačih avtorjev. Vsem tem pa je nekako skupno, da nosijo v sebi vprašanja in odgovore na aktualne probleme arhitekture. Ta knjiga prinaša 5 prevodov besedil iz obdobja od konca 19. stoletja do konca 20. stoletja, ki sem jih kot urednik knjige in za spremno študijo skušal umestiti v en širši zgodovinski, teoretski, arhitekturni kontekst, pa tudi kontekst nekih najsodobnejših praks. Iz nemščine in angleščine sta pa besedila prevedla Rado Riha in Monika Jerič. Izbor besedil navedeno stoletje potrjuje kot tisto, v katerem je koncept funkcije se izpostavil kot eden ključnih teoretskih konceptov v arhitekturi, hkrati pa je vzpostavil tudi temelje za svoje razumevanje in tudi rabo v sodobnosti. Čeprav se zdi, da danes pojma funkcije in funkcionalizma v sodobnem strokovnem diskurzu tako rekoč samoumevna, imata bogato zgodovino razumevanja, interpretacij in nikakor nista enoznačna, kar seveda nekako potrjujejo in predstavljajo ta izbrana besedila. V članku Louisa Sullivana Visoka poslovna zgradba, premišljena iz umetniškega vidika, prvikrat pravzaprav naletimo na to znano definicijo, da forma vselej sledi funkciji, ki pa izraža tudi zahtevo po poetični razsežnosti arhitekture in nekako potrjuje tudi etično držo arhitekta. Sledita 2 besedili Hannesa Mayerja, Novi svet in gradnja, ki zastopata radikalni pol v nekem heroičnem modernizmu in funkcionalizmu Bauhausa. Potem sledi članek Rudolfa Arnheima Od funkcije do izraznosti, ki razpre polje obravnave arhitekture v okviru okoljske psihologije, vedenjskih študij, vizualnega, umetnosti, pa tudi ustvarjanja pomena. V predavanju Funkcionalizem danes Theodorja Adorna pa je predstavljena protislovna situacija obravnave funkcije in sloga v arhitekturi, med drugim seveda v kontekstu modernizma. Adorno seveda kliče po dialektičnem pojmovanju funkcije, saj funkcionalizem v arhitekturi ne more biti popolnoma čist funkcionalizem, to potrjujejo seveda tudi projekti tistih mogoče najbolj radikalnih funkcionalistov, kot so Hannes Mayer in drugi. Seveda Adorno tudi izrazi misel, da je to, kar se odreka stilu, že stil, ki se tega ne zaveda. Ta izbor potem sklene Juhani Pallasmaa, ki v eseju iz konca 90. let prejšnjega stoletja z naslovom Od metaforičnega k ekološkemu funkcionalizmu izpostavi potrebo po ponovni združitvi lepote in koristnosti po prvobitni in hkrati bolj prefinjeni arhitekturi. Torej ta knjiga nekako odpira vpogled v mnoštvo in raznolikost idej, pa tudi razumevanj pojma funkcije in funkcionalizma v arhitekturi v preteklosti, hkrati pa tudi nekako razpira možnost njunega razumevanja, pa tudi uporabe v sedanjosti oziroma v sodobnosti.